Velikrat je pravzaprav ne, ta začetni, ne, ta prvi vtis. Ne. Jaz nisem nagnjen k temu, da bi nekom, ne vem, znanec, prijatelj in potem bi pa to iz tega nekaj nastalo. Ne. Absolutno ne. Pri meni je zelo pomembno bilo vedno nekako začetek, mislim, zelo hiter, in tudi se mi je zdelo, da obstaja nek kratek čas, ko je treba zdaj s tem človekom seksati, če ne bo nič. Ne? Če ne, potem ni več zanimiv. Ne? Mislim, tudi če bi potem lahko hotel kaj, ne vem, čez 2 meseca kasneje, meni ne bi bil več zanimiv. Ne? Zanimiv je, kaj se vem, jaz sem pravzaprav tako, bom rekel, bolj zatreskam na prvi pogled. Mislim, moje osebno življenje se skoraj da pokriva pravzaprav z gej aktivizmom v Sloveniji, ker nekako v istem letu, kot se je tukaj gej aktivizem pojavil, sem pravzaprav jaz šele začel zares živeti kot gej. In eno in drugo pa se je seveda takoj povezalo z AIDS-em. Kontakt ali pa direkten kontakt z, bom rekel, epidemijo sem pravzaprav doživel v Parizu. Tam je bilo nekako bolj jasno, da se nekaj dogaja, bilo je več raznih informacij, se pravi po klubih, spomnim se, da so zaprli vse darkroome, oziroma so jih razsvetlili, pa tja postavili televizije, pa vrteli pač porniče. Ni pa še bilo promocije kondoma, ker mislim, da leta 1984 še ni bilo, kondom še ni bil nekako razglašen kot stvar preventive. V tedanjem času aktivizem brez AIDS-a si ga pač ni dal niti predstavljati. Ne. Tako da je ves čas bil AIDS nekako zraven. Sem se pa tudi vsako leto vračal v Pariz in v bistvu tudi spremljal to prisotnost AIDS-a na sceni, pa tudi začeli so pač umirati prvi znani ljudje, v Parizu tudi. In seveda, kakor sem imel spolnih stikov, so bili pravzaprav nezaščiteni v tistem času, seveda. In sem bil pozoren na to, da je infekcijska klinika, mislim, da prav jeseni leta 1985 začela z testiranjem in septembra 1985, če se ne motim, sem šel pač na to testiranje, ki ni bilo anonimno, ne, bilo je pač na izkaznico. Jaz sem pa prišel v bistvu čisto iz enega drugega sveta, bolj liberalnega. Ne. Se pravi, tam me je vzel dr. Vidmar, ki je bil pravzaprav edini, ki se je s tem ukvarjal. On me je zelo previdno spraševal levo, desno, jaz sem mu zelo zahodnjaško odgovarjal, zelo odprto. On je zelo zardeval pri tem, to se spomnim. V bistvu bilo njemu bolj neroden kot meni, jaz sem bil poln ene druge energije. Ne. In na srečo so bili pač ti testi negativni. Ne vem, če je tam vladala kakšna posebna histerija na sami sceni, ne. Bilo je res malo več nekega nadzora od zunaj, ki pa sem ga jaz bolj jemel kot nek nadzor nad gejevsko sceno, kakor pa nek upravičen nadzor zaradi AIDS-a. Spomnim se, da je bilo bilo je več prisotnosti policije na raznih, bomo rekli, štrikališčih ponoč, ali pa da so ne racije, ampak tako, da so nekako razganjali. Vemo, da je bila pač kazen Božja za pedre, se je rekel. Ne? Ampak ni bilo samo to. Bila prav tako je bil pol izrabljen,
kot kazen za vso to liberalizacijo, ki se je prej dogajala, in AIDS je povzročil obrat v desno, ki še vedno traja. To se pravi, AIDS je bil izredno pomemben za zgodovinsko dogajanje v drugi polovici 20. stoletja. Najpomembnejša postala zdaj družina. Monogamnost, zvestoba in seveda heteroseksualna družina. Kljub temu, da je AIDS prinesel tudi več, bomo rekli, govora, več svobode homoseksualcem, je v osnovi, se pravi, trend je šel nazaj k tradiciji. Tudi sprejemanje zakonov, se pravi, istospolnih porok, to je v isti liniji, to je namreč trend tradicije. To ni trend, ki se je razvijal po drugi svetovni vojni in pač dosegel vrhunec v 70-ih z, ne vem, svobodno ljubeznijo, komunami in ne vem kaj, ne. Jaz sem imel vedno občutek, da je, se pravi, seksualnost na Slovenskem zatirana, zatrta, zafrustrirana. In tudi spolnost, se pravi, gejev je nekako potlačena, ne, ima tavžent enih problemov. Zdaj, grdo bo, če rečem, da 3/4 moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ima probleme s svojo usmerjenostjo. In to se kaže tudi v seksualnosti. Ima tudi probleme s svojo seksualnostjo. Morda je bilo manj prenosov tudi zaradi tega, ker je bila ta seksualnost zavrta, površna, velikokrat se je omejevala samo na, se pravi, razne ročna dela, oralni seks, manj je bilo mogoče analnega seksa in je bil to tudi razlog, da je mogoče teh prenosov bilo manj. Zdaj, če primerjam seksualnost, se pravi, slovensko s kakšnimi tujimi, bi v vsakem primeru rekel, da je še vedno nekako zavrtano. Ima še vedno to pezo katoliške morale, ali pa je to celo se povečalo, ker ta odklon v desno, od katerega sem prej govoril, pa ta večji pomen tudi religije, ne, vpliva tudi na seksualnost, ne glede na to, ali so ti posamezniki sploh vedni, ampak ta splošna atmosfera vpliva na samo spolno življenje pač moških, tudi mladih gejev. Ta seksualna revolucija, ki se je zgodila na Zahodu v 70-ih, je v bistvu sploh ni nikoli prišla do nas, no. In mi seveda lahko govorimo o vseh teh, o vseh mogočih praksah, pa ne vem kaj, ampak Slovenija je vseeno majhna, ne, in če imaš ti nek fetiš, ne, na neko posebnost, imaš težave, ne. Imaš težave, ker tukaj ne boš nobenega našel sploh, ne. Mogoče jih boš našel 3, pa ne moreš samo s 3 komunicirati oziroma kar seksati skozi s tistimi 3. Takoj, ko hočeš, mislim, nekaj specialnega, nekaj manjšinskega v manjšini, a ne, si nekako obsojen na to, da to iščeš v tujini ali pa se celo preseliš v tujino, kjer je pač več možnosti, ne.